Zjutraj, zjutraj, Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Pika! A, B, C, Č, Oho, to je pa začetnica mojega imena. D, Č. O, Charlie, ja, D, Č, ja, O, D. kako sem se fino najedel. Tjaša, kaj pa ti to delaš drugače? Ja, učim se abecede. D, E, zdaj si mi zmotil, F, H, G. Kaj pa je to sploh abeceda? Ja, to so črke od A pa do Ž. A to je abeceda? Kako? A, B, E, C, E, D, A, kje je Ž? Ž je čisto na koncu. Ne razumem. A ti razumeš? Ja, jaz vem, da je abeceda. Črke so črke, od A do Ž. Edino veš, kaj ne vem. Kaj, česa? Kako je sploh nastala abeceda, pa a jo je to kdo izumil? Ali je kar padla z neba? Charlie in Tjaša, Miha, ja? poslušajta, jaz vem nekaj o abecedi. Če želite, vaju lahko naučim. A res? Res. No, No pa daj. Usedite se in mi prisluhnite. Okej. Veste, izraz abeceda izhaja iz latinske besede alfabetum, ki ima svoj izvor v prvih črkah grškega jezika, alfa in beta. Abeceda je pogosto vrsta sistema pisanja govora, v katerem vsak glas predstavlja svoj simbol, čeprav nekateri simboli lahko predstavljajo več različnih glasov. Joj, Miha, veš, sedaj sem se spomnila, da je res temu tako. Ker če recimo uporabim stavek gori na gori, gori, sem uporabila enake simbole, ampak glasovi so pa različni, kaj ne? Ja, res je, Zato je tudi Tjaša. pomen besede drugačen. Res je, Tjaša, bravo. Miha, Tjaša, kje gori? Nikjer ne gori, Charlie. Če si rekla, da gori na gori, gori. Nikjer ne gori, Charlie, Če brez sem rekla, da skrbi. se tako reče. Veste, najbolj znana in največkrat uporabljena abeceda je latinica, Latinica. ki jo imenujemo tudi rimska abeceda, katere različico pa uporabljamo tudi za zapis moderne slovenščine. Njej najbolj sorodni pa sta cirilica in grška abeceda. Cirilica. Vse abecede, ki jih poznamo danes, so se razvile iz starogrške abecede. Le-ta pa se je razvila iz feničanske okoli leta 800 pred našim štetjem. Leta pa se je razvila iz mehičanske. Joj, te mehičani, a niso super, a ne? A veš, da so super, a veš, kako dober čipsi imajo, tortilje, tašni trikotni čipsi in so ful dobri. Joj, kako bi zdaj pojedel ta čips tortilje. te mehičani, ja. Charlie, Ja, kaj? spet si pozabil čistiti ušesa. Ne mehičani, ampak feničani. Ko je? Feničani, čakaj. To tvoje ušesno maslo. Ja. Joj, Charlie, A ne sedaj, Charlie, no. Charlie, to se dela doma v kopalnici. Daj, Miha. V kopalnici!
Kaj? V kopalnici se čisti A nisem ušesa. slišal, sem si ušesa Ja. čistil. Sedaj slišiš v redu? Slišim te, ja. Slišiš. Evo, Okej. gremo, potem pa gremo naprej. Veste, saj tudi Feničani niso bili izumitelji pisave, kajti razvoj pisave sega daleč, daleč nazaj v preteklost. Z veseljem bi vam razložil čisto vse o abecedi, ampak potem bi lahko tu sedeli kar nekaj dni, kajti toliko je tega. No, naj vam zaupam, da se je vse razvilo iz risb oziroma ikon, ki jih je človek čisto na začetku začel urezovati v kamen ali glino na stene jam, grobnic in templjev, da bi ohranil spomin na pomembne dogodke. Aha. Kasneje pa se je ravno iz teh risb in ikon sčasoma razvila abeceda. Pravijo, da obstaja okoli 60 različnih vrst abeced. 60. Ja, 60. Veliko se jih ne uporablja več, oziroma jih uporabljajo le še zgodovinarji. A veš, kaj sem se jaz sedaj spomnil, Miha? Kaj? Da bo tudi Charlie imel svojo abecedo, ki se bo imenovala Charlie Ceda. Ja. A veš, kaj Charlie Ceda pomeni? Miha, Tjaša, a veste, kaj pomeni? Kaj? Povej. Charlie Ceda bo brez meda, polna skleda čipsa in čokolade, a brez meda. Joj, Charlie. A veš, zakaj bo brez meda? Medu, zakaj bo brez medu? Zakaj? Sigurno si alergičen. Ker ga je Miha pojedel. Alergičen sem, res je, pa da mi ti ne boš pojedel več čips pa čokolado, ker mi vedno poješ. No, Ojoj. ja, Ampak, Charlie, ti si zdaj spet vse pomešal. zakaj? Ja, kar nekaj sedaj govoriš o Charlie Cedi, potem bi jo bom jaz tudi Tjaši Cedo naredila in vsak bi imel svojo. Ja. A veš, koliko abeced, pa glasov, pa teh ikon bi se potem mogli mi naučiti? Ja, vem, 60, se je prej Miha rekel. A si ti tudi nisi ušes čistila? Kaj, če bi mi dva raje poslušala, kaj nama bo Miha povedal? Miha, veš, Ti pa kaj kar bo- pripravi svojo Charlie Cedo, pa naj jo boš naučil. A prav. veš, kaj je abecedo? Seveda vem, sedaj vam bom povedal. Ime abeceda izhaja iz prvih 4 črk v latinski abecedi. A, B, C, D. V sedanji standardni slovenski abecedi, ki je vrsta latinice oziroma natančneje gajice, je 25 znakov. Od tega 5 samoglasnikov. Charlie, jih poznaš? A. E, I, O, O in Zdaj sem se spomnil. Bravo, ja, bravo. A ure, a to Ja, je res, ja. jaz sem se nekaj druga spomnil. A, Kakšna sreča. I, O, U. Bravo, to je dobro. 5 samoglasnikov. Ajo. In ostane nam še 20 soglasnikov. To pa so B, C, Č, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Š, T, V, Z in S, Š, T, V, Z, R. ne, Ž. Ž kot žaba. Že tako, že je zadnja. Tako. Evo, čeprav slovar slovenskega knjižnega jezika že uvršča črke iz standardne angleške latinice, to so črke Q, dvojni V, X in Y. Tudi to se zdaj že uvršča v slovensko abecedo. Ampak meni se zdi, da obstajajo še neke druge abecede. Slišala sem, ampak se zdaj ne spomnim. Miha, a se ti spomniš, neke abecede še druge obstajajo? Res je, Tjaša. Drugačne. V 19. in 20. stoletju je bilo pa tudi veliko načrtno ustvarjenih abeced.
Ena izmed njih je tudi Braillova pisava ali brajlica, ki je posebna pisava za slepe in jim omogočajo, da berejo in pišejo. Poleg nje poznamo tudi Morsejevo abecedo. Tu pa gre za kodiranje črk, številk in ločil s pomočjo kombinacije dolgih in kratkih znakov. Znaki v Morsejevi abecedi zapisujejo kot kombinacije kratkih in dolgih signalov. Hej, Miha, a veš, kaj sem se pa zdaj spomnil? V bistvu sem se že spomnil malo prej, ko si ti razlagal Morsejevi abecedi. Da imajo svojo abecedo tudi Indijanci. Ja, res je. To pa tudi jaz poznam. No, v bistvu poznam samo 2 črki. A veš, kateri? Kateri? Charlie, seveda, da so tudi oni imeli svojo abecedo. Veste, svojo abecedo pa imajo tudi gluhoneme osebe. Imenuje se znakovni jezik in je posebna vrsta sporazumevanja, pri kateri uporabljamo roke, obrazno mimiko in telo. Verjetno pa ste vsi slišali tudi že za notno abecedo, kaj ne? Kaj pa to? Ja, tudi note. Abeceda. Ja, notna abeceda, tudi note imajo svojo. Okay. No, ampak o notah in notni abecedi pa vama več povem kdaj drugič. Takrat, ko se bomo učili o glasbi. Še Ja, dobro. super. Kaj ti imam že cele liste popisane o abecedi. Ampak jaz bi se pa zelo rada naučila te znakovne abecede, ki jo imajo gluhonemi in gluhi. Aj, misliš, da je težko? Ne vem, a bi poskusila? Kaj praviš, Miha? Jo, seveda. Znaš? Ja, Naj boš naučil? Naučil? seveda vaju bom. Vidva pa bosta naučila otroke. Ok, jaz sem Ja, za. dogovorjeno. Gluhi in naglušni so tisti, ki ne slišijo ali pa ne slišijo dobro. In oni so izumili svojo abecedo in sicer se imenuje znakovna abeceda. In danes bova tudi midva vam pokazala znakovno abecedo. A, B. B. C, Č. Č. D, E. F, F, G. H, I. J, K. L, M. N, O. P, R. S, Š. T, U. V, Z. in Ž. Charlie, Ja, a Tjaša, bi znal sedaj znakovno abecedo pokazati, kako ti je ime, tvoje ime? najbrž bi. Kaj pa ti? Ja, bi se potrudila. A bova poskusila? Ja, dajva. Kdo bo prvi? Bom jaz. Na, daj.
Č, A, R, L, I. O, bravo, Charlie. Kaj pa ti, Ha, Tjaša? da poskusim. Ne bo tako, tako bo. T, J, A, Š, A. Bravo, uspelo ti je. Dober. Otroci, poskusite doma tudi vi. Pa dejte poprašati tudi vaše starše, če tudi oni zmorejo. Lahko se tudi posnamete in nam pošljete posnetek vašega imena v znakovni abecedi. Miha, a imaš kakšno igro za najo? Kaj se bomo danes igrali? Seveda imam za igro za vaju. Danes se bomo igrali pantomimo. O, ti se pa že dolgo nismo, ne? A veste, kako se to igra? Jaz sem že malo pozabil, ti veš? To je tisto, ko pokažeš nekaj, samo s kretnjo ne poveš in ti moraš uganiti. Jaz tebi pokažem. Bravo. Kdo sem? Zdaj sem se spomnil. Ja. Se pravi, mimika obraza, kretna, brez govora. Tako ne? brez govora ti pa ugotoviš, kaj ti pokažem in potem obratno. Ampak, da malo utežimo, bom jaz izbral črko abecede, s katero se mora začeti beseda ali stvar, sadje, karkoli, kar pokažeš. Drugi pa mora ugotoviti. Ok, Smo pripravljeni? Prvi kaže Charlie. okay, se že Charlie, mislil, dobro. kamaš, kar je papir. Potem se jaz obrnem, da ne vidim črke. Črka. Ok, Smo? smo. Plešeš, plesalec, čarovnik, Ja, čarodej. čarovnik. Bravo! Ja, v bistvu sem si izbral svoje ime, V bistvu si Charlie. sebe pokazal, ampak Charlie, je jaz sem super. čarovnik. Dobro, bravo. Bravo, evo, gremo naprej. Kaže Tjaša na črko. Aha, ok. Ritmična plesalka, gimnastičarka. Ja, ker rit kaže, a veš. Kokoš, maček, kuža. Bravo! Superca. Kužek z ritko miga, ne pa polulala Jaz sem sem se, mislil, da ne? neki ja. Bravo, gremo naprej. Charlie, Spet sem jaz. spet si ti na vrsti in na črko. Okay. Ne, ni črka. No, mogoče pa tudi, moraš uganiti. Zebete. Zima. Mraz. Lulac te, kakat. Zebe. To te, ja. Kaj bi to lahko bilo? Ledeno je. Led. Si pralni stroj, ki dela centrifugo? Dajmo Tjaša. Ti pomagava, s katero črko se začne. S črko E. Si je s kim? Ja, Bravo! bil. A veš, kako jih more zepsti. Misliš? Oni imajo vso leto minus. Ja, ampak oni so navajeni. Ampak, a veš, kaj sem slišal? A? Da imajo hladilnik, tudi oni. Ja, Kar da jim zunaj, ha? hrana ne zmrzne. Čaj, Resno? si mi pa nahecal. Ha, misliš, da ti bom verjela? Gremo še enkrat. Še zadnjič Tjaša na vrsti s črko. Ok. A si sonce? Kip svobode v New Yorku. Otroci, a mi pomagajte, kaj mislite, da je? Nekaj je, a ne? Nosečnica, ker ješ. Imaš krila? Kaj bi to bilo? A
to ve? Imaš črte, zebra si. Žirafa, ješ, dojenček, nekaj je. A ješ palačinke? Potico? Krof si, a ne tako pa A imaš bodice, ješ? Ne. Ja, to pomeni, da imaš telo in neke črte, ok? Ja. A kuhaš? Valjaš? Kaj bi to? Ajmo dava namig, črpa. Črka A. A, avtobusna postaja. A. Abraham ima 7 sinov. Ne. A. Mika, ti veš? A. Antilopa. Ne. Antilopa je hitra, jaz pa stojim na miru. Akademska plesalka, Ja, ki tudi stoji ne na plešem. miru. Miha, kaj ti veš? Tudi jaz ne vem, zelo je težko, Tjaša. Ananas. Bravo, Charlie! Režeš me pa poješ, ne? Ja, ampak dobro, no, mislim, lahko bi to pokazala tudi, Pokaži ti, Ananas. da skočiš v mikser, pa daš malo banan zraven in potem Pokaži. spiješ. Ja. Dobra je bila, ja? Ja, super. Miha, a poznaš ti še kakšno igro? Seveda jo poznam. Na naslednji igri pa se reče leti, leti. Avion. A tako je, bravo, Charlie. Ampak da jo malo otežimo, jaz bom govoril, kaj leti, vidva pa morate temu pritrditi ali pa ne. Kako pa Če mislita, da leti, letita dalje, vidva se bosta tukaj sprehajala in bosta letela. A tako Dobro. kot je. Če mislita, da stvar, ki jo rečem, leti, potem letita naprej. Če pa mislita, da ne leti, se ustavita in stopita na eno nogo. Aha. Ste pripravljena? Ja, Super. sva. Sta pripravljena. In gremo, leti, 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 avion. Letili. Charlie, leti, 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 tako. Gremo naprej. Leti, 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 televizor. Bravo. Gremo naprej. Lahko tudi leti. Leti, 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 štorklja. A ja, što? Ne, nisem rekel, da pokažeš štorkljo. Leti, leti, štorklja. Gremo naprej, gremo naprej. Leti, 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 helikopter. Ja, leti, leti, leti. Leti, 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 krožnik. Ja, tudi leti. Če je leteči. Ja, že veliko. In gremo naprej, leti, leti, frisbee. Ja, leti. Zelo daleč. In še zadnja, leti, 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 medved Miha. Ja, če gre na avion. Bravo, odlična sta bila, odlična. Otroci, igrajte se tudi vi. Pa se še kaj novega spomnite, kaj leti in kaj ne? Mogoče nizki kon. Ja, ali pa veverica? Ali pa veš kdo? Charlie? Traktor. Ja, leti, tako hiter je, da Hiter leti. po hribu dol leti kašus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Poznate to pesmico? Zagotovo ste že slišali. Hello, my name is Tjaša. Živjo, moje ime je Tjaša, sem vam povedala po angleško. Who are you? Kdo si ti? In potem lahko odgovoriš I am in poveš svoje ime. Ali pa rečeš my name is in poveš svoje ime. My name is Tjaša. What is your name? Kakšno je tvoje ime? Kako ti je ime? In poveš my name is in svoje ime. Today we will learn English alphabet. Danes se bomo učili angleške abecede.
Angleška abeceda ima 26 črk. Eno črko več kot slovenska. V angleški abecedi ni črke č, š in ž. Ampak imamo pa drugačne črke, ki vam jih bom predstavila. English alphabet pomeni angleška abeceda. Alfabet je abeceda. Pa si poglejmo, kako se po angleško reče črkam. Črka A. A. Črka B. B. Črka C. C. Imamo črko D. D. Sledi jim črka E. I. Črka F. F. Črka G. G. Črka H. H. Črka I. I. J. Črka J. K. Črka K. L. Črka L. M. Črka M. N. Črka N. O. Črka O. P. Črka P. Tukaj pa posebna črka, ki jo v slovenski abecedi nimamo. Q. To je Q. Črka R. R. Črka S. S. Črka T. T. U. Je črka U. W. Črka V. In spet posebna črka. Dvojni V, ki je nimamo v slovenščini. W. Tudi te nimamo v slovenščini. X je po slovensko. X je pa po angleško. Y. Posebna črka, ki je nimamo v slovenščini. Y oziroma Y po slovensko. In še zadnja črka v angleški abecedi je črka Z. Z. Abeceda je gospa, ki se s črkami igra. In ko se zvečeri, prešteje, če so vse doma. Abeceda je gospa, 25 črk ima. In če ena se izgubi, zmešnjava prava se zgodi. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, nato še Ž. In če ena se izgubi, zmešnjava prava se zgodi. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, nato še Ž. Abeceda je gospa, 25 črk ima. In če ena se izgubi, zmešnjava prava se zgodi. In preplah ni zaman, naš dan je s črkami obdan. Kdor se črk nauči, prijatelj je z besedami. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, nato še Ž. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z,
da to še ž. A vas zanima, kaj počnem? Pripravila sem si gosenico z abecedo. Ja, ste videli? Evo, gosenica. Tukaj se začne pri glavi in gredo črke od A, kot dolga cesta, do črke Ž. To je super, da si pripravite, ker se tako lahko naučite abecede. Tukaj na glavi od naše gosenice vidite, da se začne pri črki A in potem so vse črke zapisane v krogu, po vrstnem redu, v smeri urnjenega kazalca. Tudi puščice so narisane, kako si črke sledijo. In to je super igra, ker mi potem vzamemo te črke, in jih poskušamo dati po vrstnem redu. To je črka A, takole, od črke A do črke Ž. In potem iščemo naslednja črka, ki sledi A, je B. Poiščemo med našimi krogci črko B in jo postavimo zraven A. In še dodatno nalogo imate, da na tele naše krogce, ki so deli od naše gosenice, na tisto črko, ki je prilepljena, narišete stvari, ki se začnejo na glas G, na črko G, na glas G. Tukaj na primer sem narisala grad, grozdje, gozd in gobe. Seveda lahko narišete več stvari. Imeli boste kar nekaj dela, ampak ni potrebno vse narediti v enem dnevu. Lahko si vzamete več dni in ko bo končana, se lahko z njo igrate in se učite abecede. Črki B sledi C. Potem mi sledi črka Č, potem je D, poiščemo D in se tako igramo in se ob igri učimo abecede. Tako da zdaj pa, kako sem jaz tole našo gosenico naredila, vam bom pa pokazala. Kaj potrebujemo? Potrebujemo en model v obliki kroga, jaz sem vzela piskrček. Potem sem vzela za iztrišt krogce en star koledar, zelo lep drugače, ampak ker je leto 2020 že minilo, ga bom uporabila za ustvarjanje. Je super, ker je trši karton. Kaj še potrebujemo? Potrebujemo črke. Lahko vam jih napišejo mamice, očki ali pa naprintajo. Veliko je tega na računalniku in boste našli na internetu. Lahko pa, če znate napisati, seveda napišete črke sami. Še bolje. A sem še kaj pozabila? Tukaj imam škarje, lepilo. Potrebujem še kaj? Barvice. In lahko začnemo. Čisto preprosto je. Najprej izstrižemo črke. Evo, bomo pripravili eno črko A. Se pravi, izstrižemo vse te črke. Lahko jih tudi oblikujete v krog ali v kvadrat, pravokotnik, kot želite. Nato pa potrebujemo trši papir. Če imate kak drug, super, lahko tudi drugačnih barv, ampak bel je super, zato ker boste lažje nanj risali in se bo bolje poznalo. Potem pa naš modelček postavimo na papir, obrišemo krog s pomočjo modelčka in ga izstrižemo. Kar veliko dela boste imeli, ker potrebujemo kar 25 krogcev oziroma 26.
25 imamo črk v abecedi, 26 pa je glava naše gosenice. Tista je lahko tudi malo večja ali pa enake velikosti. Seveda velikosti lahko izberete sami. Lahko naredite manjše gosenice, večje. Ko imamo izstriženo črko in pa krogec, prilepimo črko na sredino krogca. Takole. In sedaj bomo na črko A narisali, kaj bi lahko narisali na črko A? Že vem, poznate avokado? Potem lahko narišemo avto. In tako nadaljujete vse do črke Ž. In nastala bo taka krasna gosenica z abecedo. In končno smo izstrigli vse naše črke, vse naše krogce in potem jih položimo po vrsti. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Tudi mene čaka še veliko dela, še veliko sličic moram narisati. Naprimer pri K sem narisala krtačo, korenje, kruh in kolo. Le kaj bom narisala na črko L? Sedaj pa le hitro na delo. Pošljite nam kakšno slikico vaše gosenice. Bomo zelo veseli. Kot prva zvezdica se nam bo predstavil Anže. Anže se zelo rad igra s svojim bratcem in sestrico, se rad vozi s kolesom. Danes pa bo za nas zaigral glasbo od Tria Utrip z naslovom Strah je votel, zaigral jo bo na bas. Vidim, da si
pa je Aleks. Aleks rad bere, rad se vozi s kolesom in zelo rad sestavlja Rubikovo kocko. Danes pa bo za nas zaigral na harmoniko. Mladi prijatelji nam pošiljajo svoje izdelke, fotografije, risbice. Pošljite nam jih tudi vi, zelo jih bomo veseli. Alja, hvala za sliko, ustvarila si čudovito ptičjo hišico. Vnuki gospe Vide so izdelali čudovite snežake. Zala in Naja pa nam sporočata, da nas zelo radi gledata. Tako, danes pa sem se odločil, da vam pokažem en takšen zelo čaroben, magičen trik. A ste pripravljeni? Vaša naloga je, da samo dobro našilite vaše oči in da zelo, zelo dobro opazujete. Kam bo izginila tale moja žogica, ki sem si jo naredil iz alufolije? No, pa dajmo. Za začetek bomo dali žogico pod sredinski kozarček in sedaj samo dobro opazujete, kje je žogica. Velja? Tako. Pa damo kozarček malo v levo, pa malo v desno, pa še enkrat zamenjamo, pa še drugič zamenjamo in zamenjamo še tretjič. A veste, kje je žogica? Ali se vam samo zdi, da veste? Prepričan sem, da vsak izmed vas, ki je zelo, zelo, zelo dobro opazoval, je prepričan, da se žogica skriva v sredinskem, pod sredinskem kozarčku. Kaj ne? Ampak poglejte! A vidite? Je ni? Haha! Kje pa mislite, da je žogica? A mislite, da je pod levem? Je tudi ni. Kaj pa pod desnem?
Zagotovo je po desnem, kaj ne? Pa je tudi ni. Ja, kam pa nam je šla ta žogica? Dajmo še malo primešati. Prav, še enkrat. Dajmo malo v levo, pa malo v desno, pa še malo v levo. Tako. Pa rečemo čarobno besedo hokus pokus. In poglejmo, v katerem kozarčku se skriva žogica. A mislite, da je v tem? Kdo je? Roke gor. A si prepričan? Je ni. Bom kar tako naredil. Odpremo kozarček. A mislite, da je po temle? Kdo tako misli? Tudi tukaj je ni. A mislite, da je pod sredinskem? Ste prepričani? Pa poglejmo. Pa res! A ste videli? Pa smo jo pričarali nazaj. Najbrž ne veste, kako mi je uspelo, a ne? Ampak vam bom sedaj povedal. Poglejte, za tale trik potrebujete 3 papirnate kozarčke. Lahko so tudi plastični, lahko so večji, lahko so še manjši, po želji. Čeprav predlagam, da uporabite papirnate. Zakaj? Zato, ker na enem kozarčku s škarjami zarežete, da se vidi takšna odprtina. Vidite? Mečkeno škarjami zarežite, vam bom pokazal kako. Čisto malo, tako kot imate prazen kozarček, čisto malo, recimo 2-3 cm škarjami zarežite, pa še na drugi strani, da boste dobili takšno odprtino. Kajti, ko položite, pokažem iz te strani, lonček pod vašo, lahko uporabite tudi žogico za ping-pong, na mizni tenis, lahko si naredite žogico, kot sem vsel sam, iz alufolije, sam recikliram. Alufolijo ima vsak doma, lahko naredite takšno mini žogico in vidite, ko položite žogico oziroma kozarček, ko položite pod žogico, lahko potem s pomočjo odprtine, ki ste si jo naredili, z enim prstom zagrabite žogico in ko dvignete kozarček, bo žogica izginila. Sedaj pa še pokažem, kako sem naredil to čarovnijo, ne? Se pravi, imamo 3 kozarčke, imamo žogico. Žogico položimo pod sredinski kozarec, tako je najlažje tudi opazovati občinstvu, kje je žogica. Potem malo prestavimo v levo, pa potem še v desno, pa še enkrat ponovimo, lahko ponovite 2-krat, 3-krat, lepo ponovite počasi, da bo občinstvo spremljalo, kje je žogica in potem največja čarovnija, ko jih boste presenetili, ko bodo vsi prepričani, da je žogica pod sredinskim. Spomnite se, položite prst ali palec, dvignite in vsi bodo prepričani, da je žogica od spodaj, ampak jo ne bo. Tako, potem jim pokažete tudi ostala 2, lahko še malo premešate in na koncu pa le, ko boste dvignili, naj se žogica pojavi pod sredinskim kozarčkom. A veste? Seveda veste sedaj, pa le pogumno na delo in prepričan sem, da bodo nad vašo novo čarovnijo vsi zelo, zelo, zelo navdušeni. Naslednjič pa spet kaj novega. Petka! Izziv minute. Kaj pa bomo danes delali? Ker imamo abecedo, smo na listka napisali različne besede. Če ne znate pisati, potem naj to namesto vas naredijo starši. In tudi če ne znate brati, vam bodo starši povedali, za katero besedo gre. Jaz bom prebrala besedo, bom zdaj pokazala, recimo, tukaj piše travnik. Charlie, poglejte ga, pleše, glasbo ima v slušalkah. Bom moral pa z mojih ustnic prebrati to besedo, kaj mu bom povedala. Ja, zdaj bomo videli, koliko besed bo v 1 minuti prepoznal oziroma razbral z mojih ustnic. Charlie pleše, sedaj ga bom jaz. Kaj? Ker ima glasbo tako na glas, ne bo Trava. slišal.
Počakaj še, Charlie, počakaj, nisva še začela. Kokice? Nisva še začela. A. Ja, vidite, ne sliši. Jaz bom začela z odštevalnikom. 1 minuta časa je, hitro pogledam besedo. Sedaj pa bo moral Charlie razbrati iz mojih. Aha. Knjiga. Koruza. Knjiga. Kartina. Knjiga. Knjiga. Rit. 3-krat ponovimo za eno, ne? Se pravi, ni bilo Charlie. Pogledamo drugo. Hitro, hitro še. Kolo. Kokos. Kolo. Koleraba. Kolo. Koko. Kolo. Kolo. Ja, bravo, petka. A. Ja, 10, hitro, hitro, še eno. Trava. Krava. Trava. Ta prava. Ja, skoraj, dobro, končano je. Charlie, eno Tale besedo si glasba. pa. Koliko mi je uspelo? 3? Eno. Samo eno. Ja. Ampak nič, zdaj si pa ti Ja, na zdaj vrsti. sem pa jaz na vrsti. Ok, a si pripravljena? Uro moramo Ja, še nažgati. bom si pripravila. Se pravi, 3-krat eno in isto besedo ponovite, če ne gre, vzamete drug listek, prav? Tako. Seveda se to lahko igrate dalj časa. Mi pa danes poskušava, koliko nam uspe prepoznati besed v 1 minuti. 60 sekund imamo časa danes, ja, tudi vi poskusite doma. Si pripravljena, Tjaša? Ja? Ok, pa gremo, da vidimo, koliko bo nje spelo. Ura. 60 sekund. 3, 4, zdaj. Želva. 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 Jelka. Ne, 3-krat smo rekli, a ne, da preberemo besedo. Naslednja beseda. Strela. Mreža. Strela. Smreka. Strela. Streha. Strela. Strela. Strela, ja, bravo, uspelo ti je. Hitro še eno, koliko še 20 sekund. Naslednja beseda je beseda moč. Moč. Polž. Moč. Mraz. Moč. Koš. Ne, hitro še eno, še 5 sekund. Bolezen. Ljubezen. Ne, bolezen. Ljubezen. Bolezen. Jezen. Ne, Tjaša, ura je že se ustavila, je že poteklo 60 sekund. Beseda bolezen. Bolezen. Saj si bila blizu Ja. z ljubeznijo, ampak Ja, bolezen. ne, ljubezen je lepša beseda. Lepša, ja. Ja, 1-1, bravo, izenačena, čestitam. Veš, kaj me zanima? Kako bo že le Miha smešen, ker on pa že itak malo slabše sliši. Ja. Bova poskusila, Bova potem z poskusila. njim. Vi pa poskusite z mamico, z očem, s prijatelji. Zelo zabavna igra. Tudi A ne? kakšnega dedka lahko vprašate, pa babico. Ja, Že malo slabše Ja, slišijo, malo zagotovo boste zmagali in jih premagali. Ja. Pa se igrajte za kakšno čokolado ali pa palačinke, oni zelo dobro to spečejo. In se vidimo naslednjič. V mestu, ki se imenuje Abeceda, stanuje tudi gospa Abeceda. Gospa Abeceda stanuje na podeželju, na vasi, kjer je veliko narave, živali, otrok, kmetij in hiš. Na koncu vasi pa stanuje ta gospa Abeceda, kjer ima svojo hiško. Gospa Abeceda ima 25 otrok. Njeni otroci so črke od A do Ž. To ste danes že spoznali. Gospa Abeceda jih uči pisati, se z njimi igra
črke pa ji pomagajo pospravljati, kuhati, pomivati posodo in skupaj zelo uživajo. Danes zjutraj pa je bilo nekaj drugače. Vsi so še spali, tudi gospa. Vse črke, vsi otroci so spali. Ko se je že danilo, se je prva zbudila črka R. Njej so vedno rekli, da je radovedna črka, ker je vedno želela vse vedeti. In tudi danes, že dolgo časa, je namreč želela oditi na drug konec vasi, da bi se igrala z živalmi, s ptički, z rožicami, s sončkom. In danes se je uspelo izmuzniti iz hiše. Ti radovedna črka. Vse ostale črke so še spale in tudi gospa Abeceda je spala. Črka R se je potiho izmuznila iz hiške in odhitela na bližnji travnik. Kako je tukaj čudovito, je rekla črka R. Komaj sem čakala, da pridem pogledat, kaj vse se tukaj dogaja. Kakšne lepe cvetlice, je poduhala. Kako lepo dišite. Pozdravljen, ptiček. Pozdravljena, kdo pa si ti? Jo je vprašal ptiček. Jaz sem črka R, me ne poznaš? Ne, nisem še slišal zate, je rekel ptiček. Bi se lahko igrala s tabo? Ga je vprašala. Ja, lahko, ampak jaz bi sedaj rad letel. Ali lahko letim s tabo? Seveda, kar pridi. Sedi se na hrbet in bova skupaj poletela. In sta letela. In črka R si je ogledovala svet od zgoraj. Ker prej še nikoli ni letela in še bolj čudovit se ji je zdel. Ko sta prišla nazaj, se je R zahvalila ptičku. Hvala, ptiček. Hvala, ker si moj prijatelj in ker si me popeljal na tak lep izlet. Malenkost, črka R, še kdaj pridi, lepo mi je bilo s tabo, je rekla. Potem je zagledala Pikapolonico. Dober dan, kdo si ti, je vprašala Pikapolonico. Jaz sem Pikapolonica, kdo pa si ti? Jaz pa sem črka R, je zaupala. Koliko pik imaš, se je začudila. Ja, je rekla, zato pa mi pravijo Pikapolonica. In črka je rekla, da bo preštela njene pike in je začela šteti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pik imaš. Tako je pritrdila Pikapolonica. Sedaj pa pridi z mano. Bova odšli na sladoled, jo je povabila Pikapolonica in sta odleteli. Na drugem koncu vasi pa so dogajale čudne reči. Učiteljica Majda, ki uči otroke v šoli pisanja in branja, danes ni mogla narediti nič, ker ko so otroci brali, so vse prebrali brez črke R. In to se je zdelo zelo čudno. In ker se ni nič izboljšalo, je odhitela gospe Abecedi in je potrkala. Tok, 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 tok. Kdo pa je? Je vprašala gospa Abeceda. Dober dan, učiteljica. Pozdravljena, gospa Abeceda. Moram vam povedati, da se danes dogajajo čudne reči. Ja, kakšne je? Vprašala gospa Abeceda. Otroci berejo, a ne preberejo črke R. Tudi napisati je ne morejo. Ja, kaj se dogaja, tudi jaz ne vem, je odvrnila gospa Abeceda. Pridite, stopite z mano v hišo, jo je povabila. Ko sta vstopili v hišo, že je prihitel gospod pisatelj.
Pisatelj je tisti, ki piše pravljice. In tale gospod piše pravljice za otroke. Ja? Tudi njemu so se dogajale čudne stvari. Ni moral dokončati svoje pravljice, ker nikakor ni moral napisati črke R. Tudi on je odhitel gospe Abecedi povprašati, kaj se dogaja. Tak, tak, tak. Ja, kdo je pa sedaj, je vprašala gospa Abeceda. Pozdravljen, gospod pisatelj, pozdravljena gospa Abeceda, jo je pozdravil. Nekaj čudnega se dogaja. Pišem, pa ne morem dokončati pravljice, ker ne morem napisati črke R. Ali morda veste, kaj se dogaja? Čudno, je rekla gospa Abeceda. Stopite z mano, že učiteljica me je obiskala in prav tako kot vi, otrok ne more naučiti črke R, ne znajo pisati R in tudi brati je ne morejo. Pojdimo pogledati. In so odšli vsi v hišo. Nato je gospa Abeceda odhitela v sobo pogledati ostale črke, ki so še spale, in jih je odšla prešteti. A, B, C je, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Poglej, lumpo. Pa res manjka, moj otrok, moja črka R. Črke, zbudite se! Vse so se hitro zbudile. Kaj narobe, mamica, so spraševale. Ali morda veste, kam je odšla vaša sestrica, črka R? Ne, je pa danes po noči govorila o spanju in sanjala, kako se igra s ptički z metulji na bližnjem travniku. Aha, naša radovednica, zagotovo je tudi tam. Grem pogledat, pojdite z mano, je rekla učiteljici in pisatelju. In hitro so odhiteli na bližnji travnik. Iskali so črko. Gospa Abeceda je povprašala rožice. Rožice, cvetlice, ste kaj videli mojo hčerko, črko R? Ja, danes smo pa res videli črko R, ki je prišla. Prej se je igrala s ptičkom, tudi pri pikapolonici smo jo videli. Aha, in je odšla naprej. Ptiček, pozdravljen, si morda videl mojo hčerko R? Ja, to je moja nova prijateljica, je odvrnil ptiček, ampak sedaj se igra s pikapolonico. Aha. O, poglej jo, radovednico! Mama, je klicala črka R. Prišla si, seveda sem prišla. Ali veš, kakšna zmeda je nastala, ker te ni doma? Ker manjkaš med vsemi hčerkami. Pisatelj ne more napisati pravljice in učenci v šoli ne morejo pisati in brati brez tebe. Zato sem vedno govorila, da kamor odidemo, moramo vedno oditi skupaj. Vedno se moramo držati skupaj, ker če ne, nastane cela zmeda na svetu. Oprosti, mama, ne bom več ponovila, nisem vedela, da bo takšna zmeda. Je že dobro, se zgodi, ampak sedaj veš in upam, da se to res več ne ponovi. Pridi, greva domov, da bo na svetu spet vse v najlepšem redu, da bodo pisatelji lahko pisali pravljice, pesniki pesmice, fantki zaljubljen pismo svojemu dekletu in da bodo otroci lahko brali in se učili črk v šolah. Pojdiva. Tako, črka R je bila doma in spet je bilo vse v najlepšem redu. Mama je povedala vsem črkam, da se to ne sme zgoditi nikoli več in da če katera kaj želi, naj le pove in se bodo že dogovorili in uresničili njihove želje. In že se je spustila noč
In črke so odšle spet spat. Vam je bila všeč pravljica o radovedni črki R? Vem, da ste tudi vi zelo radovedni in bi odkrivali svet kot črka R. Ampak nikoli ne smete oditi sami, ne da bi povedali staršem, kam greste. Ker starši potem postanejo zelo zaskrbljeni in lahko se zgodi tudi kaj hujega. Tako da vedno poveste staršem, kam greste in se skupaj odpravite na pot, na izlet, na sprehod, na igrišče. Veliko se igrajte, smejte in radi se imejte. Se vidimo! Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že